Klemen, na prvi tekmi proti Bešiktašu niste bili še v dresu Olimpije. Kaj lahko zdaj pričakujete od jutrišnjega srečanja pred domačimi gledalci? Sigurno je tista zmaga pomenila ogromno, predvsem v stanju na lestvici. Tako da sigurno ob dobri podpori gledalcev in bom rekel koncentraciji, dobri obrambi in bom rekel dobrem dnevu se lahko nadejamo uspeh. Kaj pa bo ključ do zmage, glede na to, da ima Olimpija kar nekaj težav s poškodbami, tudi pri Bešiktašu ni tako vse, kot je bilo? Ja, prvi ključ je sigurno ustaviti Loftana, ki je prvi strelec ekipe, mislim, da tudi celo turškega prvenstva. Tako da je igralec, ki jemlje ogromno žog in tudi kreira za ostale. Potem pa je sve ostaviti treba tudi njihove centre, ki so izjemni atleti, skačejo, zapirati jih je treba in zgubiti čim manj žog, da jim omogočimo te hitre proti napade in igrati pametno in izkoriščati vsako njihovo napako. Zdaj ste že nekaj tekem odigrali za Olimpijo, kako ste zadovoljni s tem, kako ste se vklopili v ekipo? Ja, bom rekel, da počasi gre, na boljše. Sigurno proti Rigi je že kazal neki pozitivni, učinek. Ampak proti Gokeji bom rekel, da sem tudi sam padal v tisto senco slabe predstave cele ekipe, ki pa je že pozabljena, ker tisti dve točki sta najbolj pomembni. Ostali smo na vrhu Lige ABA, to kar nam je prioriteta v tej sezoni in sigurno dokler ekipa zmaguje, smo lahko vsi zadovoljni in svoje individualne predstave podrejaš. Turčija ima zate poseben predznak, čeprav ni isto moštvo, ampak verjetno vsem ena motivacija, da se pokažeš v dobri luči proti turškemu moštvu. Ja, sigurno ne samo turško moštvo, ampak to je Bešiktaš, ki je eden izmed treh najbolj trofejnejših turških klubov, poleg Galatasaraya in Fenerbahčeja. In ima sigurno respektabilno ekipo, ki je vredna vsakega spoštovanja. In že zaradi moje aventure, tudi lani proti Bešiktašu nisem imel toliko priložnosti za igranje, zdaj bom verjetno imel nekaj več in bom probal to izkoristiti na najboljši možen način. Kaj ti manjka, recimo dve zaporedni trojki, recimo, da bi not prišel? Ma ne vem, mislim, sigurno taka ena hitra akcija te ne ponese. Če odigraš neko konstanto, bom rekel, 10 minut, koliko sem že proti Rigi odigral tisto prvo četrtino, je nekako nakazovalo nek dvig forme, ampak sigurno, v Rigi mi je zmanjkalo, če ne drugo kot zrak. Stavno nisem bil navajen, dolgo nisem igral, 10-12 minut v kompletu in sigurno sem bil dosti utrujen po tistem. Kot je rekel, Aleš, vsak daje svoj delež, koliko ti da na igrišču, ti da, ti moraš dati svoje in mislim, da sem takrat že kazal. Pa redki si rekel, da ne boš toliko delež meta, da ne boš kakšen meter še od črte, da si spet ne parkrat vrgel. Ma ja, sigurno prije situacija na tekmi. Ampak bom rekel, da spet to proti, bom rekel, Gokeji in prej proti komu smo že igrali, ko smo zgubili. Metalec, sigurno Zadru sem metal, bom rekel, iz malo dne, ker enostavno nisem najdel, bom rekel, nekega ritma v igri in za eno tako, bom rekel, noro trojko se lahko vse spremeni. Ampak v Rigi pa spet ni bilo teh, bom rekel, norih metov, bil je eden tisti v zadnji sekundi, ostali so bili vsi normalni in sigurno to ni dobro za ekipo. Če zadaneš je super, če zgrešiš, je bom rekel neka negativa takoj v ekipi, da se probamo odvajati.